Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, samo Japonci spijo manj, kot spimo Slovenci. Statistika namreč kaže, da manj kot 7 ur spi kar 60% prebivalstva v Sloveniji, kar je absolutno premalo, in Slovenija je torej med 44 državami uvrščena na predzadnje mesto po dolžini spanja. In povem vam, da bi lahko to statistiko povsem povezali s statistiko samomorov, statistiko depresije, statistiko predpisanih antidepresivov in še z marsikatero drugo statistiko. Skratka, v vsakem primeru je spanje izjemnega pomena, to ni zapravljen čas, to je čas naše revitalizacije, čas, ko se dejansko zgodijo v telesu pomembni procesi, čas, da zavarujemo svoje možgane, čas, da celo telo dejansko razstrupimo. Je pa res nekaj, in sicer obstaja 1% ljudi na svetu, poudarjam, 1% ljudi na svetu, ki ne potrebuje 8 ur spanja, pač pa je čisto okej, da dejansko spijo manj kot to. Teh je samo 1% in čisto vsak misli, ja, jaz sem pa ziher 1% teh ljudi. Ja, jok, brate, odpade, bi lahko rekli. Poznam pa vendarle nekoga, ki je del naše ekipe, ki pa je med tem 1% prebivalstva, pa se tudi že zaveda, da ni mogoče to najboljše. Kakorkoli, tole je naša Anica, ki jo imamo na telefonski liniji. Anica, kak ti kaj spiš? No, povej nam. Vsak človek ima svoje navade. Ja. Imam jaz nekam za normalni svet čudne. Zelo čudne. Ja, potrebujem zelo malo spanja, tam 2 do 3 ure na noč. Wow. In moj občutek je, da se počutim dobro. V nasprotnem primeru pa dobro vem, da telo rabi čas za počitek, za spanje, za regeneracijo. Največkrat grem spat tam ob 1-2 zjutraj, vstajam malo čez 5, ampak posledično mislim, da mi telo počasi odgovarja, da to ni najboljša navada. Zadnje čase se trudim, da zdaj počivam malo več, kljub temu, da ne zaspim. Če pa zaspim pred polnočjo, se absolutno zbudim okrog 2 zjutraj in potem več ne spim. Ja, Anica, bravo. Torej, Anica je med tistim, 1% ljudi na tem svetu, ampak 1% ljudi na tem svetu je zelo, zelo malo in moram reči, da smo imeli res srečo, da smo ravno našli nekoga, ki potrebuje tako malo spanca. Vsi ostali potrebujemo vsaj 8 ur. V Sloveniji je to nekaj čudežnega in neverjetnega, smo zdaj slišali, in moram reči, da sem ravno zadnjič doživela eno situacijo ene gospe, ki je spraševala, kaj naj vzamem za spanje, kaj naj vzamem, zapravila bi tam 200 evrov, če bi bilo treba sam za to, da bi lahko spala, ni pa želela vendarle sprejeti discipline, kajti pri spanju vam bom danes zaupala nekaj zelo pomembnih načel pri samem discipliniranju, za katerega ne rabite nobenega izdelka, pa boste vendarle doživeli veliko, veliko boljši spanec. Je pa res, da kadar govorimo o spanju in o tem, da se boljše regenerira telo, da se dejansko odstranijo vse zadeve, ki se morajo odstraniti, je tukaj definitivno zelo priporočljivo tudi zaradi samih hormonov, zaradi rastnega hormona, melatonina in tako naprej, da se zvečer vzame rjave morske alge. In pa zelo uspešne so tudi CBD kapljice. O teh je govorila dr. Tanja Bagar. Tisti ljudje, ki recimo v osnovi težko zaspijo, če CBD jemljemo oralno, CBD doseže maksimalno koncentracijo v našem telesu, pa v možganih, šele po 90 minutah. Aha. Tako da
morda je takšen način jemanja in to tik pred spanjem dobro za tiste, ki se večkrat prebujajo, zato ker takrat pa imaš ti tisti koncentracijo CBD-ja, ki drži zdrav spanec. Ne? Hkrati pa je to zelo individualno. Recimo, obstaja ena populacija, morda tam 8 do 10% ljudi, pri katerih CBD deluje spodbujevalno oziroma tako recimo, veliko lažje se zjutraj zbudijo, če ga zjutraj vzamejo. In za takšne ljudi zvečer jemanje tik pred spanjem nikakor ni. Se pravi, mora človek sam raziskati. Tako, sam raziskati, zato ker je to zelo odvisno od tega, v kakšnem stanju je naš endokanabinoidni sistem, kot CBD pride v naše telo. Kaj je tisto, kar mi rabimo, ko pridemo v ravnotežje. Zato ni enega recepta za vse. Kanabinoidi v osnovi tej cirkadialni ritem telesa uravnavajo in ga spravijo v balans. In ko mi imamo to enkrat postavljene temelje, je zdrav in trden spanec nekaj samoumevnega. Točno to. Tako, mi pa smo poklicali tudi v ambulanto za motnje spanja. In sicer v ambulanti so nam zaupali, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Povejte vzroki za to, da ljudje ne morejo zaspati ali pa da se zbujajo po noči. Iz vaših izkušenj, kaj bi to bilo? Najpogostejši vzroki za slabo spanje nasploh so pri večini ljudi utrujenost in pogosto prinašanje problemov iz službe ali pa življenja nasploh še domov, o katerih tudi razmišljajo dopozno v noč. En od pogostejših vzrokov za slabo spanje je tudi veliko telesne dejavnosti tudi dopozno v noč, zato se telesna vadba tudi odsvetuje do 3 ure pred pričetkom spanja. Hvala lepa za tale odgovor. V nadaljevanju vam zastavim še eno vprašanje. Tale trenutek pa mogoče preverimo to, kar je zelo pomembno pri samem spanju. Za sam začetek mogoče informacija, če se človek zbuja med 1 in 3 uro zjutraj, to pomeni, da predvsem so obremenjena naša jetra in to ponavadi zaradi dehidracije. Torej, če se zbujete med 1 in 3 uro zjutraj, potem bo treba čez dan spiti več boljše vode, dobre vode, torej ne iz plastike. Sicer pa česa se dejansko moramo zavedati? Zdaj, vsa finta je simple kapasol, bi lahko rekli. In sicer, mi moramo imamo zjutraj in imamo zvečer. Torej, zjutraj bi moral biti nivo našega kortizola visok, medtem ko bi moral zvečer dejansko pasti. Zakaj? Zaradi tega, da lahko mi gremo v fazo spanja in da se lahko potem na tej točki ob 9 zvečer tudi dejansko lahko sprošča melatonin in ko se sprošča melatonin, se sprošča tudi rastni hormon od nekje 2 oziroma od 1 do 3 zjutraj. Torej, kaj pa je ponavadi? Ponavadi je pa tako, da imamo zvečer zelo visok kortizol, zaradi tega, ker smo preveč umsko preobremenjeni, tuhtamo in tako naprej. Medtem ko zjutraj gremo težko iz postelje, kakor da nas je vlak povozil, težko nam je, budilko damo na dremež 100.000-krat in vse podobne zadeve. Skratka, ravno obratno, kot bi morali biti, smo torej ravno kontra temu ciklu in tukaj je, torej, kar se tiče samega kortizola, velik problem, ki ga moramo rešiti. Kako ga lahko rešimo? Ja, vsekakor z disciplino. Torej, slišali ste, da je za podporo spanja in za podporo tega, kaj se dogaja med spanjem, zelo super, da uživamo rjave morske alge za nočno popravilo zvečer in pa torej CBD kapljice, da to super odlično deluje, ampak bolj od tega je pomembna disciplina. Obstaja, kar je povedala tudi gospa iz ambulante motnje spanja, tako imenovani cirkadialni ritem, ki se imenuje tudi bioritemska ura ali z drugimi besedami telesni strežar ali
meridianska ura, skratka veliko imen ima in zadeva je stara več tisoč let, a v znanosti je ravno 2 leti nazaj prejela Nobelovo nagrado. Torej, gre za to, da v našem telesu poteka nek ritem, ta cirkadialni ritem, torej ob določenih stvareh se določene zadeve zgodijo. Bistvo vsega je, da gremo v posteljo dovolj hitro, kajti, ko gremo dovolj hitro, imajo hormoni, ki so tako pomembni, čas, da se sprostijo, čas, da dejansko začnejo delovati. Kot smo torej rekli, kortizol, da je dovolj nizek, da se sprosti melatonin, da se seveda sprosti kasneje rastni hormon. Zdaj, kaj lahko naredimo? Za kortizol, ki je torej najpomembnejši pri hormonskem ravnovesju, da ga uravnavamo, je dejansko to, da končamo z vsem delom, z vsemi ekrani, tudi televizijo, 2 uri pred spanjem. Spanje torej ob 9 do najkasneje 10 bi mogli biti noter, kar pomeni ob 6, 7 bi morali že počasi zaključiti, zagotovo zaključiti z delom za računalnikom, z gledanjem televizije in z vsemi temi zadevami, kar je grozno, kar sem vam zdaj dejansko povedala. Verjamem, vem, a vendarle temu je tako. Kajti, eden izmed najpogostejših razlogov, da ne spimo, je to, da se ne moremo umiriti. In umiritev, kaj pomeni? Umiritev. Torej, da umirimo svoj potrebujemo več časa, poleg tega pa nas zelo, zelo motijo tudi vse modre luči. Zato strokovnjaki priporočajo, da je bistvenega pomena, da nismo pod močnimi belimi LED lučmi, temveč, da dejansko uporabljamo rumene luči, tiste ta stare, oziroma če gledamo 2 uri pred spanjem, torej zvečer, televizijo, računalnik, karkoli, da uporabljamo enostavno rumena očala. Rumena očala blokirajo modro svetlobo, ki moti naše hormone in nam dejansko omogoča, da torej bolje spimo. Ja, zelo simpel, zelo preprost trik z rumenimi očali, z rumeno svetlobo. Torej, rumena očala so nekaj, kar dobite zelo, zelo poceni povsod in na takšen način torej zmanjšate motnje in zmanjšate tudi tale možnost, da se torej melatonin ne izloča. Ampak kaj je še zelo pomembno za melatonin? Pomembno je tema. Torej, tema v tem smislu, da res nič in nič, nobena svetloba ne pride v našo spalnico, tudi tiste najmanjše lučke. Sicer pa iz klinike za motnje spanja, s katero smo se danes že slišali, so prav tako pripravili odgovor, kar se tega tiče. Kakšni so vaši nasveti? Moji nasveti so namreč tisti, ki prihajajo iz področja biohackinga, iz popolnjevanja človeških ritmov, zaradi tega, da smo lahko kar najbolj uspešni, najbolj optimizirani v vsakdanjem življenju. Kakšne nasvete pa vi nudite na kliniki za motnje spanja? Prvi bi bil tak, da bi bilo lepo vstajanje in spanje ob isti uri vsak dan, ker se s tem ohranja in uravnava notranja ura. Tudi čez vikend, ne? Cirkadialni ritem, tako mi rečemo. Kot sem že rekla, športna aktivnost pomaga bolj kakovostnim spancu, vendar ta ne bi bila do 3 ure pred spanjem. Tretji bi bil spalnica naj bo udobna, zatemnjena, čim manj hrupna, pa temperatura spalnice je zaželjeno, da je med 17 in 21 stopinj oziroma z vlažnostjo okoli 60%. Nizka temperatura. Kar se kave tiče, kofein ne uživati 3 ure pred spanjem, ker ima dolgi razpolovni čas do 7 ur in je fajn, če se izognemo kakšni obilnejši večeri pred spanjem ter alkoholu v poznih urah.
Hvala lepa za to, kar ste nam zaupali. Naj omenim tukaj in poudarim pravzaprav ravno to, kar ste najbolj tudi dali pozornost na to, in sicer res ta tema, res ta hrup in zvečer neobilne večere. Verjetno ste že sami kdaj ugotovili, da če zvečer preveč jeste, da dejansko temu ni najbolje za vaš spanec, da se preveč obračate in podobno. Zdaj pa, kaj pravite, kaj je bolje, spati na hrbtu, na levem ali na desnem boku? Ali pa na trebuhu. No, za našo kožo, za pomlajevanje naravno, je vsekakor najboljše, da spimo na hrbtu. Na takšen način bo torej koža cvetela. Sicer pa, kaj mislite, levi ali desni bok? No, raziskave kažejo, da je mnogo bolj priporočljivo torej spati na levem boku, kot pa na desnem boku. Torej, zakaj na levem boku? Obstaja kar nekaj razlogov in sicer poglejmo si jih. Prvi je ta, da dejansko izboljša limfno drenažo. Tudi sprosti vranico. Vranica pa je tista, ki je obremenjena najbolj takrat, kadar med hranjenjem govorimo ali beremo, oziroma je obremenjena, kadar veliko skrbimo in imamo ogromno skrbi. Torej, spanje na levem boku sprosti in razbremeni vranico, spodbuja limfno drenažo in omogoča tudi srcu, da opravi boljšo nalogo in vlogo zaradi žil, kako so obrnjene, ne? In tudi želodčne kisline, da ne pridejo v požiralnik. Torej, če imate reflukse, zgage in podobno, bo dejansko spanje na levem boku veliko bolj koristno in veliko bolj učinkovito. A ni to zanimivo? Sicer pa brez spanca bi zdržali kakšnih 6 dni, medtem ko brez hrane 25, ampak zdaj že vemo, da obstajajo ljudje, ki hrane ne potrebujejo, imenujejo se pranojedci. Ampak danes ne bomo šli v take ekstreme, niti slučajno. Bomo pa vsekakor omenili tudi, kateri so tisti napitki, ki so odlični za zvečer. Naša babica, vaša babica bi zagotovo rekla kamilični čaj in prav je imela. Za zvečer, da se umiri in da se mi pripravimo na spanje, bi bil odličen torej kamilični čaj. Strokovnjaki priporočajo tudi hmeljev čaj, ki meni osebno ni pogodo, ker res ni dober. In pa odlično je tudi zlato mleko. Torej zlato mleko, ki se ga pripravi z kurkumo. Prehranska dopolnila, ki bi bila zelo priporočljiva za zvečer, pa bi bila torej rjave morske alge, tudi kurkuma, v smislu kompleksa, torej kurkuminski kompleks. Že zadnjič smo ugotovili, da znanstveniki najprej priporočajo standardiziran BCM95 izvleček, ki je poimenovan tudi kurkogrin, kajti nudi največ tistega, kar je najbolj pomembno. Ja, vse to torej zvečer, vsekakor pa, če jemo zvečer slanino, čokolado, klobase in alkohol, nam bo to škodovalo oziroma bo spanec zaradi tega slabši. In kot ste slišali iz ambulante za motnje spanja, zelo pomembno je, da vsak dan vstajamo ob isti uri, da ne motimo cirkadialnega ritma in to pomeni tudi čez vikend. Ja, kar nekaj je takih zadev. Če imate težave s spanjem, potem naj vam povem, da vam danes podarjamo prvo poglavje protokola programa za spanje, torej prvo poglavje. Jutri ga boste prejeli, če ste naši naročniki na brezplačne elektronske novice. Torej prvo poglavje protokola za spanje, za krepitev spanja, prejmete danes oziroma prejmete jutri, danes pa se torej prijavite na naš brezplačni elektronski časopis in sicer na www.klepetobkavi.si.